been talking for an hour. We just can't find the end. We won't understand each other. I wonder how it feels to fall asleep and love the one that's next to me. I don't know why I'm stuck around. Drage moje lepotice, ojla, dobrodošle v novem videu, kjer sem ti danes mislila zaupati tri zanimive zgodbe iz svojega življenja. Zdaj ponavadi take teme predebatiram s prijateljicami na kavi, ampak glede na to, da so trenutno lokali noter še zaprti oziroma ne moreš iti noter na kavo, zunaj je slabo vreme, zdaj to obdobje postane zofke, sem mislila, kaj pa če si jaz naredim kavico kar doma in poklepetam skupaj z vami, ker konec koncev ste tudi dve moje prijateljice, kjer lahko v bistvu debatiramo o vseh mogočih temah. Tako da sem rekla, ok, mogoče bo zanimivo, nekaj se mi pa še pogovarjati, moram prav preveriti planete, a je kaj tazga v zraku, ampak ja, imam tako željo, da nekaj delim z vami, tako da sem nekako pomislila in rekla, ok, imam tri zgodbe, mislim, jih je še več. Meni se čez dan zgodi včasih res toliko enih norih stvari, ampak valjda, vedno ni nekak kamera pri roki, nimaš oziroma ne razmišljaš isto sekundo, ko se ti nekaj zgodi, odej da posnamem, ostanejo pa spomini, a ne, upam, da bo zanimivo, da jih danes delim z vami v obliki ene take zgodbe. Zdaj, če bo zanimanje in interes, lahko delim še več takih zgodb, lahko mogoče naredimo na koncu tudi kakšno rubriko, ne vem, na kavi zevo, klepet ob kavi ali kaj tazga. V bistvu še zbiram predloge, tako da če imaš kakšno super ime, z veseljem zapis spodaj v komentar, pa mogoče bo ravno tvoja ideja moja naslednja rubrika. In evo, pejmo na zgodba številka 1 in to je, bom kar tako poimenovala te rubrike oziroma zgodbe, Evino zlomljeno srce. Pa začnimo. Zdaj, verjetno vse veste, da sem jaz v zvezi. Ne vem pa, če veste že koliko dolg. Letos bo že 7 let. Trenutno sva na 6,5, letos bo torej 7 let, pravličnih 7. Se malo zelo lepo je, mislim, so vzponi, so paci, ampak je to nekako moja prva toliko dolga veza in prva veza oziroma prvi fant, s katerim sem se preselila in ni mi žal niti sekunde. Res imava fajn, pa v bistvu ne morem verjeti, da bo že 7 mesecev skoraj odkar sva na svojem. Tako ful hiter gre očitno čas, ko se imaš dober. Pa niti nisem želela zdaj to z vami deliti, to itak nekako veste, čeprav rale se ne rad kaj preveč izpostavlja, kar jaz pač absolutno cenim, če nekdo ne želi biti, ok, spoštujem. Pa ni strani, če sem čisto iskrena, moram reči, da mi je to kar tako všeč. Rajš vidim, da je tak, da ne obožuje toliko kamer, ker si ne predstavljam, kako bi bilo, če bila dva taka, ki bi počela isto. Tako da mi čisto odgovarja, da on se ne želi izpostavljati. Mislim pa, da ga boste sigurno še kaj videli, ampak tako, ob strani. Tako da, ja, gremo pa zdaj dejansko na mojo temo. In sicer, ok, z Raljetom sem zdaj že 7 let, sem pa jaz pred ni imela enega resnega fanta. Tako daljšo vezo, ki je trajala 2 leti pa pol in je bila vse prej kot sanjska. Res je bila zelo dramatična in sem jaz v bistvu v tej vezi, moram kar iskreno povedati, kar tudi zelo trpela, ker sva šla po moje narazen vsaj 30-krat. To je bila pač res tista prva najstniška ljubezen, ko prvič doživiš vse te občutke, čustva, kaj sploh je ljubezen, kaj sploh je zaljubljenost. In v bistvu sem bila toliko zaljubljena, da mi je bilo vse toliko novo in sem mislila, takrat, ko sva šla narazen, da bo konec sveta. Pa mogoče se vrnemo na sam začetek, kako v bistvu sva se sploh spoznala. In sicer v srednji šoli, hodila sva na isto srednjo šolo, s tem, da nisva bila sošolca. In sicer ti imaš v, mislim, da drugem letniku se začne izbirni predmet. In ta izbirni predmet je tako, da so v bistvu razredi mešanih A, B, C, D in tako naprej skupaj v enem predmetu, ki si ga zberejo, ne? In jaz sem si takrat zbrala zgodovino umetnosti. In se prav spomnim, da sva šolko zamudile in so prišle zadnje v razred, zvonče že zvonil, neki nas je zadržali, mislim, da celo malca, kosilo, neki tazga. In prideva torej v učilnico, cela učilnica polna, že tako je bil prvič ta predmet, jaz pogledam, kje je kaj prazno, vidim na koncu učilnice, midve se usedeva tja. In potem dava zvezke ven, začneva poslušati, na kar jaz dvignem glavo prav tako naravnost. Če si predstavljate, učilnica je bila tako v obliki, v bistvu kot nekakšnega uja. Jaz sem sedela tako na tej strani, tle so bili klopi, pa tle so bili klopi. In jaz tako dvignem glavo, dvignem pogled in ga se gledam. In on se meni zdel takrat tako lep, prav, rekla sem sošolki, kaj pa je to? Tako, pač to je bila nekako, moram reči, da ljubezen na prvi pogled, tako mi je bil všeč in sem bila takrat tudi zelo vesela, ker so bila nekako v bistvu čustva, ali bolj rečen simpatija obojestranska. Tako da sem se potem dosti hitro začela dobivati najprej te romantični SMS-i, potem pa, ja, pač prvi zmenk, drugi zmenk in resna veza. Kaj se je potem dogajalo, da so šla tokrat narazen? Mladost, neizkušenost. Jaz kot rečeno sem bila zelo velikrat nesrečna,
nesrečna, zelo velikrat objokana, nisem nekako razumela, mislim, da predvsem sebe, kaj šele njega, ne? On si je valjda želel neke kariere, uspeha, po drugi strani si je želel biti z mano, me imel rad, jaz pa isto, ne? Sem bila pa toliko mlada, še v bistvu s tem svojim, kako bi rekla, ognjenim karakterom, ker se za nekaj zagrejem, ker imam jaz nekoga rada, ga imam rada 100% in se za njega nekako zavzemam in borim in ne bom kar odnehala, ne? In tako je bilo tudi pri tej prvi vezi in se pač ni išlo. Danes sem vesela, da je tako. Zdaj pa Rale prihaja domov. Glih snemam. Čakaj, bom ugasnila. Partigiano, che tiranija. Bella ciao, bella ciao, bella ciao. A gledate? Kako mi je vroče postalo, sploh pa to lučjo pa trenerkami. Prva zgodba je bila moja prva veza razočarana. A boš doma? Ja, grem se konc. Da nadaljujem, z leti sem se potem itak naučila, da se res vsaka stvar zgodi z razlogom. Za nobeno stvar nekako v življenju ti ne sme biti žal, zato ker te vsaka izkušnja obogati, naredi modrejšo, to znanje oziroma nekak izkušnje ti itak prej ali slej pridejo prav. Tako da, če si tudi sama ravno končala z svojim fantom, partnerjem, možem se ločila, vsaka stvar, kot sem že rekla, se zgodi z razlogom. Jaz v to res ful verjamem in jaz tudi ne obžalujem, čeprav sem obens bila nesrečna, pa mi je bilo res hudo. Spomnim se, da je bilo to potem glih v času mature, sem se učila nekako za maturo, hkrati prebolevala in res je bilo eno težko obdobje, ampak zaradi te izkušnje sem bila jaz potem toliko močna, toliko me naredila nekako močnejšo, da sem danes vesela, da se je zgodila. Tako da, evo, nekako moja prva zgodba, imela sem zlomljeno srce, zelo dobro vem, koliko to boli in v bistvu kakšna preizkušnja je to, ampak ko greš iz tega ven, si močnejši in si lahko samo hvaležen za to, da se je zgodil in te obogatil z nečim novim. Druga zgodba, ki bi jo rada danes delila s tabo, je kriminalisti na domu. In to se je, drage moje, zgodil niti ne še 2 tedna nazaj. Ja, zakaj se je sploh šlo, kaj se je dogajalo, da so mene obiskali kriminalisti? Zdaj, če se spomnite, sem jaz kakšen mesec pa pol nazaj posnela video, kjer sem ti v bistvu povedala, da me je nekdo opazoval preko spletne kamere. V bistvu izkušnja me je zelo pretresla in ja, ponovno sem se pač nekaj iz tega naučila, hkrati vas obvestila, da date te listke čez kamero. Res mi je pogrelo srce, ker sem dobila številne videe, številne v bistvu fotke, tudi od youtuberk, slovenskih youtuberk, da so dale te listke čez kamere in sem nekako vesela, da sem lahko obvestila punce in tudi fante, nasploh, da naj bojo na spletu bolj previdni. A ne, sem pa v bistvu po tem, ko se je to zgodilo, oddala prijavo na policijo in glede na to, da je minil 1 mesec pa pol, celo 2 meseca že in se ni zgodilo nič, sem jaz na to kar malo pozabila. A ne, sem si rekla, ok, niso urgirali, ne zdi se jim pomemben, 2-krat sem probala poklicati, 2-krat so me nekako zavrnili na ime, niso želeli odpisati, pozabimo. In potem, jaz sem bila pač doma in mene sestra kliče Nataša po telefonu, Eva, kje si? Jaz tako, doma, kaj delaš? Jaz tako, evo, noč glih se bom spravljala telovaditi. Ona, Eva, kriminalisti so na vratih, pač tam, ko sem včasih živela. Če se spomnite tiste moje sobice, make-up sobice. Jaz tako, kaj, ne, zajbavaš me. In dejansko so kriminalisti pozvonili na domofon, javo se celo še oči in reče policija. Itak je najprej mislil, da se zajbava ali Rale ali pač ne vem kdo drug. Odpre zgori vrata in res 2 moška značko pokažeta in rečete, da iščeta Evo. Se lahko predstavljate oči in mami, ki nista takoj mogla sploh vedeti, zakaj se gre, da 2 kriminalista pač iščeta Evo. In on pač, da je ni doma, če kaj nujenega, oziroma mami je potem tudi takoj prišla na vrata in on tako reče, ne, da ni nič kaj tazga. Mami se misli, kaj ni nič kaj tazga, če sta pač prišla 2 kriminalista na dom, mora biti nekaj pač ful pomembnega. Nataša pa mislila, fuck, kaj je Eva naredila, zdaj bo tle odpeljala ali kaj, ne vem. Pač ful se je prestrašila, noben mu ni bilo nič jasen. No, in pol mami pa pač vsem reče, če lahko zve, zakaj se gre in oni, če lahko vsem govorijo z mano. In takrat mene Nataša kliče, zglih pred tem, da bi začela trenirati s tisto elastiko, jo se javim. Še tako malo zadihana, ja, idej hiter, povej, Eva, kriminalista te iščeta. Kaj, tudi nisem v bistvu tako registrirala. Ona, tako ti ga lahko dam na telefon, jaz tako, da je pač najbolj, da se vas zmenila. Jaz tako, ja, prosim, ja, pač gospod TDD pri telefonu. Jaz tako, ja, pač povejte. In potem so dejansko prišli zaradi vdora v to kamero in pol mi je ratar v bistvu v sekundi vse jasen, tako tudi mojim staršem, ampak nas je res v bistvu, mene niti ni prestrašeno.
ker sem vedela, da pač nič ne more biti. Mami, počja pa Natašo pa nisem imeli pojma, kaj se dogaja, ampak na koncu smo rešili, tudi v bistvu za to zadevo sem naprej podala prijavo, tako da ja, so me obiskali kriminalisti na domu. Jaz ne vem zakaj, a so mi to v otroštvu vcepali, ampak recimo tudi, če sem v avtu, če sem pripeta, ne telefonaram, kar itak ne smeš. Pač vozim čisto po predpisih in vidim policijo, se vedno začnem tresti, ne vem zakaj. Pač vedno dobim ta nelagoden občutek. Tako da dajte mi zapisati, če še katera to tako doživlja. Tako da evo, to je bila druga zgodba, zdaj pa greva na zgodbo številka 3 in to je... To pa se je zgodilo, mislim, da kar ene 15 let nazaj, ko je bila Eva še zelo neodgovorna. In sicer jaz tam, kjer sem doma, imam železniško progo oziroma postajo tam nekje z rolerji, ajde, ker sem bila glih na rolerjih nekje 5 minut, zelo sem hiter tam, a ne? In ne vem, zakaj je bilo nam kot otrokom toliko zabaven z rolerji hoditi čez železniško postajo. Nek tak adrenalin si občutil, ko zdaj opozarjam, ne tega delati, to je smrtno nevarno, pač ne, nikoli, tudi za hec ne, tudi pač v nobenem primeru. No, in jaz sem takrat to delala, ker nekako me je pumpal z enim adrenalinom zelo nespametno in jaz sem z rolerji vedno hodila čez progo, na drugo stran se potem tam usedali na klopci, malo pogovarjali in potem šli nazaj. No, in jaz grem spet z rolerji, pazi, čez prehod za, oziroma ni bilo prehoda, čez progo za vlak in odenkrat slišim tiri, vlak začne na polno trobati. In jaz pogledam v levo in vidim vlak. In jaz sem se toliko strašila, pač mene je taka panika, tako v milisekundi nekako zagnala, da sem jaz utrpala. Jaz se nisem mogla premakniti niti naprej, niti nazaj. In jaz stojim, meni se je takrat zdelo v glavi, da se je čas ustavil. No, odenkrat me pa potem pokliče prijateljica, Eva vlak, in v tistem se zganam, grem hiter naprej, nekako niti ne do proge, tako v bistvu je asfalt in moraš skozi nogo gor stopati, da pač ti priješ gor do vrha. In samo si rečem, shit, nikoli več. Dejansko sem od strahu utrpana, pa niti ne utrpana, da bi se zavedala, pač tak blok možganov, ko veš, v kakšni smrti nevarnosti si. Tako da, dragi moji, nikoli ne hoditi. Tudi, če se vam zdi še najbolj ena vaška železniška proga, nikoli pa čisto poraščena, dajte res čuvati, paziti, ne hoditi, ker ja, to je bil nek tak strah, ki ga nisem poznala in jaz sem se naučila, potem nikoli več nisem šla čez prehod oziroma čez progo, železniško progo, vedno spodaj, kjer je varno, kjer je za pešce. Tako da, evo, to je bila tretja zgodba, ta je bila malo krajša, ampak upam, da vam je bilo vseeno zanimivo. Če so vam take zgodbe nekako iz mojega življenja zanimive, zapišite spodaj v komentar, jih imam res še kar precej, kot rečeno, meni se res zgodi takih smešnih, bizarnih včasih stvari, ker z veseljem delim še kaj z vami. Ne mi pozabite slediti tudi na Instagramu, najdeš me pod imenom Evina lepotilnica, da se družimo tudi takrat, ko ni novega videa in ne se pozabite naročiti na moj kanal. V kratkem načrtujem tudi en nov zabaven video, tako da boš prva obveščena, ko ga objavim. Hvala za tvojo pozornost, pa še enkrat, če imaš idejo za tole rubriko, zapis spodaj v komentar. Lepo se imejte in se gledamo v kratkem. Čau, čau!